Izjemno vesel sem, da je danes z mano Gašper Beguš, docent na oddelku za jezikoslovje Kalifornijske univerze Berkeley. Raziskuje neverjetne stvari, vse pa izhajajo iz jezika. Danes bova govorila o umetni inteligenci, kitih glavačih in še čem. Gašper, lepo pozdravljen. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Najprej mi prosim povej, ta skok je v tvojem življenjepisu zelo kratek, meni pa se zdi precej zanimiv. Kako si prišel iz filozofske fakultete do Kalifornije? Ja, to je bilo eno zanimivo potovanje, ki je za vsakega posameznika polno presenečenj, novinkov, padcev, izponov. Ampak v bistvu na filozofski fakulteti v Ljubljani sem študiral primerjalno jezikoslovje. Primerjalno jezikoslovje je študij jezikov, ki so med seboj povezani preko, se pravi, so v sorodstvenem razmerju, kar pomeni, da so vsi izhajajo iz nekega jezika, ki ga danes mogoče več ni. In v bistvu študiral sem primerjalno indoevropsko jezikoslovje, kjer se učiš starih, predvsem mrtvih jezikov, recimo latinščine, stare grščine, sanskrita, potem anatolskih jezikov, ki jih danes več ni, recimo hititščine, ki je bila zapisana v klinopisu. In potem, to so vsi jeziki, ki so izšli iz indoevropskega prajezika. In če uporabiš primerjalno metodo, to je spet ena metoda, znanstvena, kjer primerjaš jezike, lahko v bistvu izračunaš oziroma rekonstruiraš na podlagi jezikov, ki jih imaš, recimo sanskrita, grščine, latinščine, kakšen je bil prajezik. Indoevropski prajezik, se pravi jezik naših prednikov, ki ga danes več ni, ki ga ne poznamo iz zapisanih virov, ampak ga lahko prek te metode, izjemne znanstvene metode, rekonstruiramo. In v bistvu prek tega študija primerjalnega jezikoslovja in slovenistike na filozofski fakulteti sem pa 1 leto preživel na Dunaju. Potem je pa tako, da v Sloveniji so sistem mladih raziskovalcev tak, da v bistvu je veliko odvisno od mentorja in nekih nagradnih točk. V bistvu malo bolj komplicirano in potem je bila na neki točki nevarnost, da ne bom mogel nadaljevati študija kot raziskovalec mladi. In sem začel se prijavljati na tuje univerze. In na čim več univerz se moraš prijaviti, ker je to proces, ki je v bistvu zelo naključen po eni strani. Težko je priti do mesta, ampak meni je ratalo in potem sem 6 let študiral na Harvardu, da sem doktoriral. A potem je pa spet spet proces prijav, da se prijaviš na mesto docenture, ki traja tudi precej časa. In potem sem začel na University of Washington, se pravi, to je v Seattlu, Univerza Washingtona. 2 leti tam sem ustanovil fonološki laboratorij, potem sem se pa preselil na Berkeley, kjer sem docent, imam tudi laboratorij tam in zdaj začenjamo z delom umetne inteligence. Se pravi, zdaj veliko delam z računalniškim jezikoslovjem, z umetno inteligenco, kako v bistvu uporabiti jezik, ki ga zelo dobro poznamo in dobro razumemo, ker ga študiramo že stoletja, da bi bolje razumeli, kako se umetna inteligenca uči. Se pravi, to je ena stvar, ki jo delamo v laboratoriju. In z tega stališča, kot študent primerjalnega jezikoslovja, imam čisto nove poglede, recimo, na jezik in na te računalniške modele strojnega učenja, ki so v bistvu prednost. Veš kaj, vsem bi te vprašal, razumem, o čem zdaj govoriš, ampak če bi se midva srečala pa zdaj na nekem družabnem dogodku, kako bi mi odgovoril, ko bi ti jaz rekel, in kaj pa ti delaš? Ja, veliko se ukvarjamo z jezikom na znanstven način in ga uporabljamo znanje, ki ga imamo o jeziku, da bolje razumemo, kako se računalniki učijo in uporabljamo računalniške programe, da bi bolje razumeli, kako se ljudje oziroma otroci učijo jezika. Se pravi, taka dvosmerna komunikacija med računalništvom in jezikoslovjem.
Lahko pojasnim te osnovne pojme, ki sem jih zasledil, ki sem bral v tvojem delu. Kaj je recimo strojno učenje, kaj je globoko učenje in kaj je zdaj umetna inteligenca? Ja, to je izjemno komplicirano za odgovoriti, ker v bistvu ni jasnih definicij. To so relativno mlade, se pravi, ena področja v teh pojmih so relativno mlada in ni še nekih trdih, močnih definicij. Se pravi, vsak nekako po svoje si interpretira in razlaga. Umetna inteligenca se zelo fino sliši, in velikokrat v poljudno-znanstvenem svetu govorimo o umetni inteligenci. Mogoče bi lahko jaz recimo definiral to kot umetna inteligenca nekaj, recimo, k čemer težimo, da bi recimo stroji, računalniki prišli na raven človeške inteligence. Recimo, to je ena možna definicija. Strojno učenje je v bistvu lahko definirano kot kakršenkoli program ali algoritem, kjer računalniški program se uči s poznavanjem podatkov. Ti mu daš neke podatke, računalniški program pa se na nek način uči. To gre predvsem, v bistvu, to bi rabila nek, po mojem, še svoj pogovor, pa bi bilo zanimivo tako na zelo preprost način povedati, kaj je umetna inteligenca, kaj je sploh v ozadju. V ozadju je računalniški program, kjer imaš vstopni podatek, recimo slikico psa ali mačke, in izstopni podatek, kjer mora program povedati, da je to pes ali mačka. To je najpreprostejši primer umetne inteligence. In v bistvu računalnik sprejema veliko slik mačkov in psov. In potem v bistvu ob vsakem spoznavanju te slike te uteži oziroma te vrednosti, številke spremeni tako, da na koncu zadnji podatek je pes ali mačka in da je pravilen. Se pravi, to je zdaj zelo na hitro. To je recimo vsak tak princip bi lahko temu rekel strojno učenje. Globoko učenje je pa v bistvu mogoče malo lažje definirati. Gre pa za to, da če imaš vstopni podatek slikico in izstopni podatek pes ali mačka, če imaš globoko učenje, pomeni, da imaš več plasti, to je zdaj malo spet komplicirano, ampak več plasti vmes, kjer se računalnik postopoma uči spreminjati te vrednosti, da na koncu rata pes ali mačka. Se pravi, če bi imel samo vstopni podatek slikico in izstopni podatek recimo pes ali mačka, to bi bil recimo shallow ali, kako bi rekel, ne globoko učenje. Če pa dodajaš plasti, kjer v bistvu dodajaš moč, računalniško moč, je pa to globoko učenje. Ok. Vse pa stremi k temu pojmu umetne inteligence. Tako, ja. Na tvojem Twitterju sem videl, da ti si samega sebe opisal kot človek, ki uči umetno inteligenco govoriti. Zakaj je tako zanimivo ali pa pomembno, da je, če sem prav razumel, na nek način stroj samostojno izrekel besedo start? Ja, zdaj to je pomembno iz več vidikov, a ne? Kot sem prej omenil, ker se vrnem na ta primer. Če imaš psa ali mačko, ti lahko treniraš model tako, da mu daš tisoče in tisoče slik psov in tisoče slik mačk in potem mu vsakič poveš, a je prav ugotovil, a je narobe, ker pač ljudje znamo ločiti psa ali mačke. In temu se reče nadzorovano učenje oziroma supervised learning. Zdaj, veliko v bistvu smer v umetni inteligenci, ki je pa zdaj sploh popularna, je pa nenadzorovano učenje. To se pravi, da stroj sam ugotovi, da so na slikah psi in mačke in jih zna sam razločiti. Ne da bi mu ti, kot ustvarjalec tega algoritma, karkoli povedal. In to je v bistvu bolj podobno temu, kako se ljudje učimo jezika. Otrok dobi samo jezik okolja, recimo otrok, ki sliši, dobi samo jezik okolja in nihče mu ne pove, tu je imenovalnik, tu je tožilnik. V bistvu lahko mu to poveš, ampak otrok se iz tega ne bo veliko naučil.
tudi če recimo popraviš otroka, če se ti zdi, da je kaj narobe naredil, otrok v bistvu tega niti ne registrira ponavadi in gre naprej s svojim razvojem jezikovnim. Se pravi, otrok dobi jezik in ga mora sam skonstruirati. Nekako iz nič mora začeti producirati jezik. A ne? Ne poveš mu, to je pes. V bistvu on samo vidi psa in nekoga, ki reče pes, ali pa vidi mačka in nekoga, ki reče mačka. In v bistvu v teh mojih modelih, ker sem začel, sem uporabil eno arhitekturo nevronskih mrež, ki se reče Generative Adversarial Networks, oziroma GANs. In če pogledate, recimo, to so modeli, kjer računalniški program dobi milijone slik obrazov, ta GAN network, potem jih pa nariše sam obraze, ki ne obstajajo. In v bistvu ljudje, ti sploh ne moreš razločiti med umetno generiranim obrazom in pravim obrazom. Zdaj, kot sem rekel, veliko raziskovalcev dela na vizualni področju, mi pa delamo na govoru. Prosti, tale trend z obrazi je zelo popularen recimo na TikToku. Okay. Prav variacije teh obrazov, no? Pa nisem vedel, da je tu ta povezava. No, in v bistvu zdaj pa mi uporabljamo ta sistem, ki je kognitivno zelo... Če pomisliš, kako se otrok uči, mora iz nič producirati govor, recimo. In v bistvu te modele sem uporabil, jih malo preuredil, da začnejo producirati pomenski govor, ker naš govor ni samo govor, ampak tudi je zraven še pomen. Če jaz rečem start, ali pa če jaz rečem ptica, ali pa če jaz rečem pes in mačka, imamo mi zraven tudi pomen. No, in v bistvu zanimivo je pa to, da podobno kot otroci, te modeli ne samo, da kopirajo podatke, ki jih dobijo, ker dejansko ta model, ta arhitektura gre tako. Iz nič mora model narediti nek podatek, recimo govor. Zdaj, kako se to zgodi na nenadzorovan način? Tako, da v bistvu dodaš še eno nevronsko mrežo, še en tak agent umetne inteligence, ki pa razločuje, kaj je res, kaj so pravi podatki in kaj je fake, kaj je ponarejeno, kaj je generirano od te prve mreže. Se pravi, na začetku prva mreža riče slabe obraze oziroma dela slab govor. In ta druga mreža tako je ve, to je bil pravi govor, to je prava slikica obraza, to pa ni. Ampak treniraš jih pa tako, da ta vedno boljši postaja, ta pa vedno slabši. Se pravi, na koncu imaš mrežo, računalniški model, kjer iz nekega šuma, iz nič, naredi sliko obraza, tako da ta druga mreža oziroma mi ne vemo več, kaj je res in kaj ni. In na ta način lahko treniramo tudi govor. Zdaj, kaj pa zanimivo je, da v bistvu ta prva mreža nikoli dejansko direktno ne vidi obrazov, samo imitira jih. In če pogledaš, kaj delajo z govorom, otroci seveda se naučijo besed, ki obstajajo, znajo pa tudi narediti besede, ki ne obstajajo. Si znajo izmisliti. Ja. Recimo rapa ali pa... To je beseda, oba veva, ampak veva tudi, da ne obstaja. Ja. In točno to v bistvu na podoben način so te nevronske mreže začele producirati. In zakaj je zanimivo, da je rekla start? Ta nevronska mreža, ker nikoli start ni bil nikoli del podatkov, ki je dobil za treniranje. Se pravi, ne samo, da se je nevronska mreža učila kopirati, dejansko se ni učila samo kopirati, učila se je nekaj o podatkih, recimo nekaj o jeziku, zakonitosti jezika, tako da je bila sposobna novo kombinacijo narediti, ki bi lahko recimo bila beseda v angleščini. In dejansko je. Rekla je pa tudi start, ki pa ni beseda. Ampak ni pa rekla blablabla. Naučila se je enih zakonitosti, ki se jih tudi otroci naučijo. Otrok ve, že zelo mlad otrok, in obstajajo eksperimenti o tem, recimo, če bi dal slovenskemu otroku poslušati besedo rapa, bi že zelo mlad otrok vedel, da je rapa lahko beseda slovenščine, pa ne.
A bi lahko rekel, da ima otrok oba ta dva agenta te umetne inteligence vgrajene? Ali, mislim, ker če sem te prav razumel, na začetku mora ta drugi presojati, kaj je prav tudi, da ta prvi dobi neko povratno informacijo ali ne? Dobi povratno informacijo samo v tem smislu, kako dober je, kako slab je ta drugi agent. Če mu gre vedno slabše, je za njega to zelo dobro. Noro. A te lahko sam še, da pojasniva konkretno ta start, recimo umetna inteligenca pa je dobivala posnetke besed ali posnetke govora. Tako je. Posnetke besed ali pa recimo slike, obrazov. Ampak v primeru starta so bili to posnetki, samo zvočni posnetki besed. Samo zvočni, tako, popolno, kad bo tukaj posnela ta govor, v bistvu ga asociraš na besede lahko tudi ne, določeni modeli, ki malo drugače delujejo, tudi ne. In v bistvu zdaj ne ve se, zelo slabo poznamo v bistvu človeške možgane zaenkrat. Ne ve se, kaj se dogaja v možganu, to so samo modeli. In vsako modeliranje je samo približek realnosti. Zdaj probamo biti vedno bliže realnosti, se pravi v tem smislu, da mora recimo neka nevropska mreža producirati govor iz nič in da jih ga ne vidi in tako naprej, in da se uči imitirati in da v bistvu je produktivna, da naredi nove stvari. Zdaj, kako točno gre to, kako točno bi pa lahko to povezal z možgani, to pa delamo zdaj na enem projektu v laboratoriju, kjer v bistvu gledamo, kot sem rekel, te globoko učenje, ko imaš vmesne sloje. Zdaj uporabljamo tehnike, da gledamo te vmesne sloje, hkrati pa snemamo možganske valove, ko ljudje poslušajo govor. Daš recimo 4 elektrode ljudem na glavo, ali pa zdaj začenjam z enim projektom, sosednja univerza oziroma medicinska fakulteta UCSF, University of California, San Francisco. Tam je en laboratorij, kjer deluje znani nevrokirurg in če ima pacient epilepsijo, je včasih potrebno operacija. In treba je pa v bistvu, da ima ta pacient, zdaj bo to malo mogoče strašljivo za določene poslušalce, tako da vnaprej opozarjam, moraš preveriti, kje so določeni centri, da ne režeš tam, kjer je problem. In v bistvu odprejo lobanjo in položijo elektrode direktno na možgane. Tako da zdaj bomo začeli gotovo tudi projekt, kjer uporabljamo te podatke, ki jih dobimo direktno iz možgana. In v bistvu pacienti morajo biti budni in poslušati moj govor. Tako da lahko to izrežeš, če bo preveč za ljudi, ampak temu se reče ECOG, ECOG, oziroma intracranial electroencephalography. In to je v bistvu kar veliko laboratorijev na svetu to dela, ampak v bistvu probamo to gledati korelacije oziroma interpretirati to, kar se dogaja v nevronskih mrežah tukaj v vmesnih slojih, s tem, kar se dogaja na različnih možganskih nivojih. Ker govor gre prek raznih možganskih poti, in je različno reprezentiran v možganih, če ga meriš globoko ali pa bolj na površini. Ves čas primerjate modele z ljudmi na nek način. Še vedno pa verjetno smo ljudje boljši v učenju jezika kot umetna inteligenca. Upam, prosim, reči smo. Absolutno. Ne, mislim, to je zdaj sploh nevarno. Moramo biti previdni, ko rečemo, možgani se učijo na isti način, kakor računalniški programi. Veliko pogledov, oziroma veliko lastnosti teh umetnih nevronskih mrež so biološko neverjetne. Se pravi, gotovo nimajo biološkega ekvivalenta, ker jih moramo na določen način trenirati, ki v biologiji gotovo ne obstaja. Zdaj obstajajo ljudje, raziskovalci, ki poskušajo narediti modele, ki bi bili bolj podobni biološkim modelom. So pa te modeli, v bistvu inspiracija prihaja iz biologije. Osnovna arhitektura je podobna nevronskim povezavam. Absolutno smo ljudje boljši. Tudi recimo, naši modeli imajo vrsto problemov,
kot vsi modeli do zdaj. In kot vsi ljudje. Kot vsi ljudje, to je res, ja. Zato je zanimivo potem, kako smo do umetne inteligence smo zelo zahtevni, do ljudi pa ne toliko. Ne? Ampak, no, da se vrnemo, recimo, moji modeli se učijo jezika samo iz posnetkov. Otrok seveda ima čute, se giba, voha, vsi vemo, malčki, kako so radovedni. In v bistvu se vse to povezuje. Znači, naši modeli gledajo samo eno parcialno stvar. Vsi modeli so narobni, so napačni, je znan pregovor, samo nekateri so uporabni. Se pravi, modeliranje je vedno odmaknjeno od realnosti, ampak fino je, če ti pa da neke uvide, če da nekaj, česar prej nisi videl, ali pa če razumeš, če lahko sopostaviš. Recimo, kako se lahko treniraš nevronsko mrežo postopoma in na vsakem koraku gledaš, kako se razvija in kaj bolje dela, kot je prej delala. In to preverjaš recimo z otroki in njihovim učenjem jezika. Učenje jezika je tudi ena taka stvar, ki je izredno dobro raziskana. Recimo, vemo točno, kakšni so se pravi, po kakšnih stopnjah grejo otroci. Kako se recimo otroci naučijo jezika? Nekako velja, ali pa meni se zdi, da jim gre to zelo dobro, da smo narejeni za to, da to laufa. Absolutno. Ja, na začetku, ko si mlad, se možganske povezave ustvarjajo, možgani rastejo in hkrati dobivaš ta jezik iz okolja. V bistvu otrok se uči jezika že v maternici. Zanimiva je raziskava, ki je bila objavljena pred nekaj leti, da imamo jezike, kjer je naglas bolj na prvem zlogu. Recimo v nemščini, ali pa angleščini. Imamo pa jezike, kjer je naglas bolj na zadnjem zlogu, recimo francoščine ali pa armenščine je znan tak jezik. In v bistvu otroci jokajo drugače, ko se rodijo, glede na to, v kakšnem okolju so bili, ko je bil otrok recimo v maternici. Če je bolj angleški oziroma nemški jezik okolja, so otroci jokali bolj z poudarkom na začetku, se pa če pa recimo v francoskem okolju, pa otroci bolj jokajo. In v bistvu se začenja ta intonacija, ki se dobro sliši v trebuhu, že pred rojstvom dejansko. Potem pa ogromno po rojstvu seveda. In v prvih mesecih je otrok v bistvu univerzalni poslušalec. Otrok lahko sprejema in je pozoren na glasove vseh jezikov, praktično. To lahko recimo en zanimiv, dolgo vrsto let so raziskovali to z preprostim eksperimentom. Če otroka postaviš v sobo in mu recimo pokažeš slikico medvedka, potem pa na zvočniku daš dva glasova. In otroci so pozorni na nove stvari in zanimajo jih nove stvari, ker pa stvar rata stara oziroma ko se navličajo, pa zgubijo pozornost. In na začetku lahko predvajaš takemu otroku, zelo majhnemu, ponovadi ima starša v naročju, lahko otroku predvajaš posnetek dveh glasov. In recimo en glas je glas, ki ga ima v jeziku, en drug glas je pa glas, ki ga nima v jeziku, ki v slovenščini ne obstaja. Recimo, če mu daš pa, vemo pa, da v angleščini rečejo ljudje ta p z malo več h-ja. Pa, tako rečejo v angleščini, recimo pet, rečejo v angleščini, mi bi pa rekli pit. No in če mu ta pa, se pravi, če je med pa zamešan pa, ga bo mlajši otrok spoznal, ker je univerzalni poslušalec. Se pravi, ko bo pa, bo videl nekaj novega, se bo obrnil v drugo smer, kjer je zvočnik. Ker je zaznal, da je razlika med pa in pa. In potem otrok seveda odrašča in sliši samo slovenščino in pa ne sliši več. In se v bistvu mora začeti učiti najn govor
v bistvu analizirati kot, recimo, kot del diskretnih reprezentacij, ki se jim reče recimo fonemi. Se pravi, govor se nauči reprezentirati z fonemi, kot so P, A, T in tako naprej. In v bistvu starejši, ko je, manj bo pozoren na to distinkcijo med pa in pa. In ko bo otrok še pri recimo enem letu, sploh tega več ne sliši. Kot mi recimo velikokrat ne slišimo stvari v angleščini. Zanimivo je, moja otroka imata slovenščino od naju z ženo, angleščino pa slišita v vrtcu. In jaz nikoli nisem slišal razlike med v in v, ker za nas to ne obstaja, ne, v slovenščini. Ta razlika ne razločuje pomena. Mi rečemo vino, ampak če bi rekel vino, bi me razumel, mogoče bi rekel, govori nek dialekt. V angleščini pa to spreminja pomen. Recimo wine versus wine, vitica proti vinu. In moja otroka sta zelo takoj porajtata in ratata jezna, zakaj si rekel v, zakaj si rekel v, tam, kjer bi moglo biti obratno. Nekaj, kar jaz ne slišim, česar res ne slišim, ker sem bil v takem okolju, ona dva slišite, ker sta to pomensko razlikovalnost v in v imela. In v bistvu to lahko potem, zelo podoben problem, lahko uporabljamo umetno inteligenco in možganske valove, da raziskujemo. Kje v možganih je ta razlika zapisana, preverjamo s temi tehnikami, ki sem povedal, recimo snemanje možganskih valov z preprostimi elektrodami. Hkrati pa gledamo, kje v teh modelih, ki so modeli globokega učenja, kje je ta razlika zapisana oziroma enkodirana. Tako da, ilustracija tega, kako lahko humanistika, jezikoslovje, psihologija in računalništvo vsi skupaj deluje, da bolje razumemo vse v bistvu, od jezikovnega razvoja do umetne inteligence. In samo še to, zakaj jezikovni razvoj razumemo? Zato, ker če imaš ti računalnik, se nekaj lahko nauči, se pravi lahko rečeš, ok, to je nek princip, ki mogoče ni nujno samo človeški. In rečeš, ok, to je nek kognitivni princip, ki ni samo omejen na jezik. Se pravi, ga lahko razložiš s splošnimi pristopi. Tako da v bistvu se učimo tudi o jeziku s tem, oziroma o usvajanju jezika. No, kaj bi se pa zdaj lahko naučili recimo od otrok, da se tudi odrasli lahko bolje, hitreje, lažje učimo tujih jezikov, naprimer? To je zelo zanimivo področje. Se pravi, temu v angleško govorečem svetu govorijo L1, se pravi language 1, prvi jezik in drugi jezik, L2 learning. Zdaj to obstaja veliko šol in veliko programov, kjer se otroci, v bistvu, kjer delaš na tem, da bi se odrasli lahko čim bolje naučili jezika. In v bistvu mislim, da je v tem smislu pomembno, da se gre v smeri nenadzorovanega učenja, sprejemanja čim več podatkov iz okolja in potem zgrajevanja tega jezikovnega sistema na podlagi takega pristopa, kjer si samo vržen. Recimo, zakaj je bolj učinkovito učenje jezika, če greš v državo, ker imaš več inputa, več vhodnih podatkov. Ali pa recimo na ameriški univerzi Middlebury, Middlebury College, imajo programi, kjer v bistvu se učijo jezika, tako da morajo tudi učenci med sabo govoriti samo tisti jezik in je prepovedano karkoli drugega. To je v bistvu skok na glavo. Moraš začeti plavati in podobno je z jezikom. Pa se mi zdi, da smo odrasli tudi veliko bolj kritični potem do trenutka, ko je treba začeti govoriti. In ravno to, kar si govoril recimo v tej moji Bibliji zdaj za učenje švedščine, ki bi se rad zelo hitro naučil govoriti švedsko, svetuje avtor, da začneš učenje tujega jezika z učenjem glasov. Najprej se nauči glasove, vse glasove, da jih boš lahko slišal, da jih boš lahko uporabljal, da boš se znašel znotraj tega. In v bistvu gre za to.
Kaj me samo še zanima za konec tega prvega dela najnega pogovora? S kolikimi jeziki si se pa ti vse srečal v svojem raziskovanju? Ja, zdaj, imel sem srečo, kot sem rekel, da sem študiral primerjalno jezikoslovje, kjer sem spoznal veliko starih mrtvih jezikov. In to so v bistvu kjer spoznaš ne samo jezik, ampak tudi kulturo, zgodovino. In v bistvu sem poskušal kar se vsaj malo seznaniti. Recimo, omenil sem že latinščino, grščino, sanskrit, potem je tu avestiščina, ki je jezik staroiranskih himen, čudovit. In v bistvu je jezik, ki predstavlja, oziroma ki je približek protoiranskega jezika, ki je predhodnik perziščine današnje. In vmes imaš polno teh srednjoiranskih jezikov, recimo sogdiščina. To so čudovite kulture, ki jih redko kdo še sploh zna brati. Potem sem se seznanil s staroirščino, toharščino, ki je bil najvzhodnejši stari indoevropski jezik, ki se je govoril v Taklamakan puščavi na današnjem Kitajskem. In to je tudi en strašno zanimiv jezik. Potem tudi s staro vigurščino bil v kontaktu. Ukvarjal sem se tudi z anatolskimi jeziki, se pravi, to so najstarejši zapisani indoevropski jeziki. Hetičščina, približno 1600 let pred našim štetjem, je bila zapisana v klinopisu pisavi. In zanimiv je ena anekdota, ki jo vedno rad povem. V Švici je živel 19-letni jezikoslovec Ferdinand de Saussure, ki je zanimiv tudi z področja recimo splošnega jezikoslovja, pa recimo primerjalne književnosti, kjer je začel tako imenovan strukturalizem, pa recimo semiotike. No, in on je v bistvu bil 19 let star, ko je gledal sanskrit, grščino in latinščino in je rekel, v tem prajeziku so bili določeni glasovi obstajali, ki jih danes več ni nikjer. Ampak na podlagi te znanstvene metode jih je predvidel. No in potem znanstvena skupnost, določeni so se mu smejali, so rekli, mladi švicarski znanstvenik vidi stvari, ki jih ni. Na kar so čez nekaj let odkopali hetičščino, za katero niso vedeli. Odkopali so 30,000 glinenih tablic in so začeli to razvozljavati. Klinopis so takrat že poznali in so ugotovili, da to je indoevropski jezik, ki točno te glasove, ki jih je de Saussure predvidel, še ohranja. Se pravi, empirični dokaz, da ta metoda deluje. Potem sem se pa ukvarjal z kavkaškimi jeziki, recimo gruziščino, megrelščino, pa v znanstvenem delu, kjer raziskujemo recimo, kako glasovni vzorci delujejo nasploh. Se ukvarjam tudi z avstronezijskimi jeziki. To so jeziki, ki se govorijo na področju današnje Oceanije, od Madagaskarja do Havajev. Ogromno področje recimo avstronezijskih jezikov. In zanimivo je, da v bistvu ta vzhodna obala Madagaskarja se govori avstronezijski jezik in dejansko nam ni točno jasno, kako so govorci avstronezijskega jezika prešli cel ocean, da so v bistvu na vzhodni obali Madagaskarja pristali in začeli ta jezik pred stoletji. Tako da v bistvu, če študiraš jezikoslovje in če te zanima recimo zakonitosti glasov, moraš v bistvu biti kar čim bolj širok in sprejemati jezike iz čim večjih področij. Jaz, ko sem te vprašal to vprašanje, sem pričakoval, da bom fasciniran nad številom poznanih jezikov, s katerimi si se srečal. Zdaj sem pa fasciniran nad številom jezikov, za katere sem prav zdaj prvič slišal. No? Noro. Zdaj pa, če se dotaknemo še kitov glavačev, ki bodo krona tega našega pogovora, je mogoče prav, da najprej na kratko opišem projekt CETI, da bomo vedeli, o čem govorimo. Projekt CETI je projekt, ki bo poskušal razvozlati komunikacijo kitov glavačev in potem mogoče celo z njimi vzpostaviti dialog. Kiti glavači so namreč fascinantna bitja in so v ogromno lastnostih zelo podobni ljudem. Imajo velike možgane, največje med živalmi, živijo v skupnostih, govorijo dialekte, lahko načrtujejo prihodnost in pa imajo celo lastno zavest.
Zdaj, jezikoslovno ali pa stališča jezika jim to uspeva s pomočjo nekih posebnih klikov, ki jih oddajajo z ustnicami. Mene pa zanima, kaj je pravzaprav zdaj to, kar oni govorijo. A je to jezik? Ja, zanimivo vprašanje. Se pravi, oni imajo tako velike glave in v teh glavah je tako prekat olja. In v bistvu nimajo, ne govorijo z temi ustnicami, s katerimi mi jemo, ampak imajo te posebne fonične ustnice, mišice, ki oddajajo te klike. Ta klik potem potuje po tej glavi in se odbije. In to postane eden najglasnejših živalskih zvokov, ki dejansko smrtno nevaren lahko človeku. S temi kliki oni lovijo plen. Podobno kot netopirji, ki oddajajo zvok, zvok se odbija na različne načine in s tem, v bistvu, z informacijo, ki jo dobijo nazaj iz odbitega zvoka in oddanega zvoka, delajo tako imenovano ekolokacijo, se pravi, locirajo predmete, sobo in tako naprej. Kiti glavači locirajo plen in potem tako lovijo. Odda ta klik, posluša, kaj pride nazaj in locira plen, da ga potem lahko poje. Se pravi, to je ta ekolokacija, funkcija ekolokacije. Po drugi strani imajo pa ta sistem komunikacije. Zdaj, kaj je jezik, je komplicirano vprašanje. Nimamo še odgovora na to vprašanje. Gre pa spet kot v znanosti v mnogih primerih za definicijo. Če jaz definiram kot jezik vsakršno obliko komunikacije, potem je marsikaj lahko jezik. Čebele imajo čudovit ples, kjer povejo, koliko stopinj stran od sonca je med, drugim čebelam, tako da v bistvu migetajo in delajo take kroge in dolžina tega plesa, tega migetanja v določeno smer, pomeni, kako daleč je in one to v bistvu vse veter v informacijo inkorporirajo vse te stvari. Zdaj, jezikoslovci ponavadi rečemo, da je jezik samo človeški, ker ima določene lastnosti. Ena od teh, in jaz sem recimo tudi imel eno predavanje, kjer smo gledali, kaj je v jeziku je sploh izključno človeškega. Ker mi lahko natreniramo recimo bonobote ali pa šimpanze. Znan je primer Kancija, na YouTubeu obstaja veliko primerov, ali pa na Harvardu sem delal z Irene Pepperberg. Alexom, ja. Ona ima Griffina zdaj. Alex je žal že pokojen. In Griffina sem snemal s podobnimi aparaturami. Ja. Ona ima v kleti harvardske psihologije, ima laboratorij z dvema ptičema, afriškima grey parrots. Prosti, ta knjiga, pa Alex je tudi en izmed razlogov, da imam jaz doma sivega žakoja. Odlično. Ja, zato vem vse o njej. Se pravi, Irene Pepperberg je znanstvenica, ki se je ukvarjala zelo dolg časa tudi z papagajem, sivim žakojem, ki ga je v bistvu učila na nek način razumeti jezika. In on se je do neke stopnje tudi izražal, ali pa so dokumentirali to. Ampak ti gotovo veš, če veš o tem. Ja, zdaj ima Griffina on ni tako napreden, ampak se nauči, recimo reče wood ali pa wool. Jaz sem snemal tudi razliko, recimo, kako oni artikulirajo razliko med wood pa wool. Ker je to tak minimalen par. Potem je zanimivo, da mi je dala, imam v pisarni, imam tako veliko škatlo starih kaset, ki jih bomo poskusili analizirati, ker gre za posnetke tega Alexa, ko se je učil govoriti sam po noči. Ja. Tak džibriša, ne? Ja, džibriš, ja. In te posnetke mi je ona dala in to me čakajo v pisarni, da jih analiziramo s študenti. Ker je zanimivo v bistvu, ker je šlo za treniranje jezika brez da bi ga nekdo silil ali pa da bi mu nekdo dal nagrado. To tudi dojenčki počnejo, ne? Ja, recimo bleblanje oziroma babbling. No in pa ptiči, ne samo te, ki trenirajo, ptiči imajo podobno kot otroci, obdobje. Recimo, če otrok v prvih nekaj letih življenja ne dobi govora, se ga nikoli ne bo mogel naučiti do ravni naravnega govorca. Če
v nekih tragičnih primerih, recimo otroci niso dobili govora do 5. leta in nikoli niso razvili govorne sposobnosti, recimo, ki bi bila primerljiva z zdravimi otroki, ki so imeli to jezik v prvih 5 letih. No, podobno določene ptiči, ki se učijo ptičjega petja, če ne dobijo ptičjega petja do določenih let, se ga nikoli ne bojo naučili. Ne? Tako imenovana critical period, oziroma kritično obdobje, da dobiš to primary data, se pravi, da dobiš podatke, s katerih se učiš. Se pravi, iz tega, in tudi zanimivo je, tudi ptičje petje je zelo zanimivo, kako oni nizajo te glasove skupaj in so določena pravila, ki so v nekih pogledih podobna človeškim pravilom. No, ampak da grem zdaj nazaj do Alexa, oziroma živali, ki jih lahko natreniraš stvari. Kaj je tisto človeško v jeziku? Recimo ta Kanzi, ta bonobo se je naučil uporabljati znakce za nek predmet in med znakom, ki ga on pritisnil, in predmetom ni bilo nobene povezave. Se pravi, definicija simbola je znak, pri katerem med znakom in samo stvarjo ni povezave. Se pravi, živali so sposobne simboličnega razmišljanja, recimo. Potem en drug primer od Alexa. On je jedel jabolka, ampak ni imel besede za jabolko. In Apple je bilo za njega težko reči, ker določene stvari težko posnemajo. No, in on je jedel jabolko, ki mu je rekel banary. Banary. Zakaj banary? Ker je imel okus podoben kot banana, izgledal je pa kot cherry. In je dal skupaj banana in cherry v banary. Ja. Na nek produktiven način, da je povezal te dva pomena. To je zelo dobro dokumentirano tudi na posnetkih od Irene. Ona ima ta binary zelo rada primer. Se pravi, polno teh nekih lastnosti jezika je tudi pri živalih ali pa na treniranih živalih ali pa živalski komunikaciji v divjini. Določene pa niso. Ne? In v jezikoslovju se veliko na te osredotoča. Recimo, v jeziku obstaja nekaj, kar se mu reče recursion, oziroma rekurzija, recimo, če to prevedem kar direktno, kjer lahko en element v neskončnost ukorporiraš v drug element. Recimo, Nik je rekel, da je kozarec prazen. Jaz vedno lahko rečem, Gašper je rekel, da je Nik rekel, da je kozarec prazen. In Nina je rekla, da je Gašper rekel, da je Nik rekel, da je kozarec prazen. Ali pa recimo, se pravi, to gre lahko v neskončno. Dejansko jezik ni omejen. Seveda naše razumevanje je omejeno, gotovo. Če bi imel 100 ljudi, ki bi rekel potem, kaj bi mi to razumeli, ampak to je en tak primer tega, kar je izključno, recimo, mogoče človeški. Delamo tudi raziskave na tem, če imajo živali kaj takega podobnega. In ena od teh, zato je ta projekt SETI tudi zanimiv, ker bomo gledali komunikacijo kitoglavačev, o kateri vemo zelo malo, ki je zelo zanimiva, in v bistvu bomo pogledali podobne stvari. Ali so sposobni produktivno novih stvari delati, ali so sposobni v bistvu en element vzeti in ga ukorporirati v drug element in tako naprej. Se pravi, bomo raziskovali lastnosti njihove komunikacije z vidika lastnosti človeškega jezika. In mogoče bomo imeli čez nekaj mesecev ali let boljši odgovor na to, ali je njihova komunikacija jezik ali ne. Ampak verjetno v tem razvozlavanju pa bo strojno učenje veliko bolj produktivno, kot pa je človeško razumevanje, ne? Ker ti elementi sploh niso nam blizu ali pa nam prepoznavni, o katerih zdaj govoriš. Ja, to je, v takih primerih je umetna inteligenca lahko zelo uporabna, ker nam lahko v bistvu daje neke napotke ali pa nas usmerja v razmišljanje, v katerem mogoče sami ne bi prišli do takih zaključkov ali pa ne bi prišli do teh idej sploh. Zdaj, kar je zelo zanimivo v tem projektu je, da
bo v bistvu na nek način vaja, kako pristopiti k sistemu komunikacije, ki je tako zelo drugačen od naše. Recimo en tak dober primer, zakaj je to zanimivo. Če imam jezik in ga ne vem nič o tem jeziku, lahko naredim model, lahko umetno inteligenco pa recimo natreniram in ta nenadzorovane učenje je že tako dobro, da kot nenadzorovane učenje spozna, da so mačke in psi, ne da bi mu sploh povedal, da so mačke in psi, tako zna nenadzorovano učenje že počasi spoznati besede v jeziku, katere so pomenljive in katere ne. Ampak mi vedno lahko gremo potem do govorcev in vprašamo, a je to res beseda ali ne. Tukaj bomo pa v bistvu razmišljali, morali bomo ugotoviti, kaj je pomenljivo v nekem sistemu komunikacije, o katerem niti ne vemo, kaj je pomenska enota. Tako da v bistvu, ko bomo to naredili, v bistvu bo to vaja, ne vem, če smo futuristični, če bomo kdaj dobili neko vesoljsko komunikacijo, kako dostopiti do te komunikacije, ne da bi lahko preveril z entiteto oziroma s tistim subjektom, kaj je pomenljivo. Noro, mislim, pa se ti zdi zdaj, čistko, da ne bova šla do nezemljanov, se ti zdi, da je možno, da boste v nekem obdobju tega preučevanja prišli do tega, da bi lahko tudi kiti vzpostavili vsaj neko povratno zanko ali pa jim nekaj sporočil? Ja, to je v bistvu ena od mogočih smeri tega projekta. Gre za to, da se pravi, zdaj bomo predvsem snemali. In o tej komunikaciji se ne ve veliko, ker je težko dobiti podatke. Mi bomo poskušali dobiti čim več podatkov, ker umetna inteligenca je na en način lačna in ne rabi veliko podatkov, da se nauči dobro stvari. Se pravi, zdaj inženirji izdelujejo posebne take sonde oziroma čepe, ki ga bojo prilepili na kite. In recimo prvič bomo imeli podatke o tem, kako se mladiči kitov glavačev sploh učijo jezik. S katerimi kliki začnejo, kako začnejo, a imajo babbling, to periodo bleblanja ali ne, kako gre proces razvoja jezika pri njih, oziroma njihove komunikacije jezika. Se pravi, to bojo prvi podatki, kar jih sploh imamo. In potem bomo uporabljali te modele strojnega učenja v kombinaciji z znanjem formalnega jezikoslovja, logike, tukaj so na projektu tudi kriptografinja, recimo Shafi Goldwasser, zelo znana kriptografinja, da bi v bistvu in bomo probali zgraditi reprezentacijo te komunikacije. Potem je pa ideja, da poskusimo s takim imenim playback experiment, kjer v bistvu na podlagi tega, kar razumemo k tej komunikaciji, pridemo mi z nekim sporočilom, ga probamo inkodirati in dati in predvajati kitom pod vodo. Zdaj gre za ogromno inženirskih ovir in v bistvu izzivov. Imeli bomo drone, ki bojo v bistvu potem te podatke pošiljali nam v analizo. Poleg teh čepov na kitih bodo tudi mikrofoni v vodi. In potem seveda, kako to predvajati kitom. Bomo pa spremljali tudi njihovo v bistvu obnašanje, kako plavajo, ko nekaj izrečejo, kako se ta v bistvu izmenjava komunikacije dogaja, kaj na koncu komunikacije, kakšni so elementi na koncu pogovora. Med njimi ta komunikacija poteka v teh pogovornih, v bistvu kot v replikah. Eden nekaj reče in pa drugi in tretji. In recimo že to je kar izziv narediti, da v bistvu iz posnetka razločiš, kaj je kit ena rekel, kaj je glas kita ena, kita dve. Spravi, zato se že uporablja strojno učenje,
Je pa ta glavni cilj, je pa, da v bistvu razgradimo, oziroma da imamo boljše razumevanje njihove komunikacije, da zgradimo formalni opis na podlagi veliko podatkov, pa tudi na podlagi formalnega jezika, oziroma znanja, ki ga imamo z področja, recimo, usvajanja jezika, učenja jezika pri ljudeh, kako zdaj mladiči. Ker to, kako se otroci učijo, s čim začnejo, kaj je osnovna enota. Vemo, da je v bistvu na gramatičen način je samostalnik preprostejši od glagola. In če poslušalci doma lahko vprašajo svoje starše, katera je bila moja prva beseda, v veliki večini bo to samostalnik. Recimo moja je bila traktor. Ampak traktor je samostalnik in v bistvu z pomenskega stališča oziroma stališča skladnje je samostalnik veliko preprostejši od glagola. In v bistvu na podoben način bomo pogledali, kaj so prvi zvoki, ki jih mladič spušča. Kaj so njihovi traktorji? Kaj so njihovi traktorji, recimo. Preprostejši modeli. No in tako da nek upanje za to, v bistvu nek playback experiment, oziroma neko komunikacijo med vrstami obstaja. Kaj bo pa prineslo raziskave, to je pa vedno nek področje, ki je v bistvu negotovo, ampak razburljivo prav zaradi tega. Tekom tega najnega pogovora so mi, po mojem mnenju, 10-krat šle kocine po konci in tako za čisto različne stvari. Meni se zdi neverjetno, da imamo lahko pogled, če govorimo o projektu CETI, čisto do ene druge vrste, v bistvu do enih prebivalcev oceanov, ki so tudi neverjetni že sami po sebi, pa mogoče jih lahko bolj razumemo, pa nam lahko odkrijejo še marsikaj drugega, tudi čez jezikoslovje, čez okolje, planet, v katerem živimo, morje, v katerem oni so, neko njihovo razumevanje, pa vse to, kar govoriš o jeziku, noro, res sem fasciniran. In mogoče je dobro vprašanje za konec. Omenil si že Nezemljane, pa ves čas na začetku, ko sva govorila o umetni inteligenci, mi je šlo to po glavi. A nas je lahko pa umetne inteligence strah? Ja, to je odlično vprašanje. Zdaj, neka splošna, strah je posledica manj informacij. Več, ko informacij imaš, lažje se odločaš, kaj je nevarno, kaj ni. In se mi zdi izredno pomembno in v bistvu del svojega znanstvenega udejstvovanja posvečam tudi temu, poskušam v bistvu ustvariti eno predavanje, ki bi vsem študentom na zelo dostopen način razložilo, kaj je umetna inteligenca in kaj so dejansko stvari ozadej. Ker seveda študenti računalništva to vejo, vsi ostali pa mogoče mogoče ne. In jezik je ena taka fina stvar, vsi ga imamo, da se ga posneti, da se ga analizirati, vsi imamo mnenje o njem. In v bistvu kako prek jezika razložiti, kot sem tle poskušal na hitro, kaj je umetna inteligenca, kakšni so ti modeli. Se pravi, več, ko bomo imeli znanje o tem, manj bo strahu, oziroma bolj bomo lahko se osredotočili na stvari, ki so res zaskrbljujoče, in stvari, ki niso. Recimo je absolutno z etičnega stališča zaskrbljujoče, ker umetna inteligenca se uči iz podatkov. Podatki so pa lahko, v bistvu imajo predsodke, oziroma temu se reče v angleščini biases. Se pravi, lahko zelo negativno vplivajo na določene družbene skupine, ki so že tako, recimo, marginalizirane ali pa deprivilegirane. Recimo, če vsi vemo, da jezik nosi veliko podatkov. V bistvu neki programi so bili narejeni, da že iz hello ti lahko lociraš, iz kje je ta govorec, recimo v Ameriki, iz katerega področja izhaja. V govoru takoj zaznaš recimo spol govorca. V Sloveniji je ogromno dialektov, zaznaš, iz katerega dialektnega področja je. V Ameriki recimo, ali pa v Sloveniji recimo rasna ozadje govorca je zelo lahko očitno. Se pravi, veliko stvari, ki jih, če jih umetna inteligenca
na napačen ali pa na neodvisen način se nauči, lahko zelo škodujejo določenim družbenim skupinam. Recimo, če uporabljaš umetno inteligenco pri dodeljevanju kredita, kar se dogaja, lahko te nevronske mreže se naučijo, ti govorci rečejo določene besede več, recimo zelo preprost primer, in v bistvu amplificirajo ta predsodek in v bistvu kvarno negativno vplivajo na to, ali bo nekdo dobil kredit ali ne, kar bi moralo biti povsem nevtralno od spola, rasnega ozadja in tako naprej. Se pravi, z tega stališča je tudi zelo pomembno, da mi, v bistvu, zakaj verjamemo v svoj raziskovalni program, ker mislim, da je pomembno, da uporabljamo jezik, da čim bolje razumemo, kako se dejansko te nevronske mreže učijo. En problem nevronskih mrež je, da ne vemo točno, kaj delajo znotraj. Temu se pa rekli, to so black boxes, črne skrinjice, v katerem ne vemo, kaj se noter dogaja. Ne? Zdaj probamo uporabljati jezik, da dobimo boljši uvid, kaj se dogaja, kako se določene stvari spreminjajo. Ne? Tudi v povezavi s temi družbenimi podatki, ki jih nosimo. Ne? In z enega stališča je strah absolutno upravičen. Nujno moramo vlagati več v to, da bodo modeli bolj razložljivi, da jih bomo bolje razumeli in da v bistvu bomo lahko te predsodke popravili na nek pravičen način. Se pravi, z tega stališča je tudi pomembno, da uporabljamo jezik za boljšo interpretacijo teh nevronskih mrež. Zdaj, gotovo si mislil tudi stališča, se pravi, tiste točke, ko umetna inteligenca postane bolj inteligentna in začne v bistvu delati proti človeku. To so pa zelo komplicirane debate. Zaenkrat so v bistvu naše te mreže, te arhitekture zelo v bistvu fokusirane na stvar, ki jo morajo rešiti. Ti zgradiš recimo eno arhitekturo, eno nevronsko mrežo, ki se mora naučiti producirati jezik. In to je to. Nima možnosti, da bi iz tega ven izšla. Se pa dejansko zdaj v zadnja leta gradi tudi vedno več modelov, kjer v bistvu povezuješ jezik, pa čute, pa 3D predstave o svetu, v eno samo v bistvu nevronsko mrežo. In z tega stališča tisto je bolj nevarno. Ampak še enkrat poudarjam, mislim, da je na nas znanstvenikih, da informiramo javnost, da v bistvu delamo predavanja, ki so usmerjene vsem študentom, kjer lahko si razlagaš, da veš, kaj se dejansko matematično na preprost način dogaja v teh nevronskih mrežah, da se lahko v bistvu javnost bolj informirano odloča, kaj si želi in česa ne. Kje lahko pa recimo navadni smrtniki spremljamo, kaj se dogaja ali s tvojim delom ali pa s projektom CETI? Verjetno bodo neki updati, novosti o tem? V mojem delu, jaz sem na Twitterju zelo aktiven, se pravi @begusgasper, tudi spletna stran. Sicer pa Project CETI ima tudi Twitter, Project CETI, se pravi CETI, projekt CETI. Smo na Twitterju, National Geographic je z nami, nas spremlja periodično, ESG inženirji, to je v Dominiki. Tam imamo tudi programe za v bistvu za izobraževanje o kitih za mlade, za širšo javnost, za prebivalce Dominike. Skratka, na internetu, predvsem Twitter, standardni kanali. Na TikToku še nisem. Na TikToku lahko pa jaz informiram. Tako. Hvala ti, Evo, bom linkal vse te stvari spodaj v opis in res, zdaj pa grem navdušen brati naprej. Najlepša hvala za pogovor, za povabilo na pogovor. Ja, z veseljem.